Zdrav z moje strani, ob današnjem prvem, zdaj Andrej bo vedel, katera serija je že tega državnega družboslovja, katero leto je že točno, ampak mislim, da se počasi približujeva desetletnici, mislim, da počasi pa bo. Torej, kako bi rekla, lepo vas pozdravljamo torej ob našem začetku letošnjega cikla, jesenskega cikla srečanj državnega družboslovja, ki bodo potekali tako, kot ste tisti, ki pač obiskujete ta srečanja že navajeni. Vsak petek ob 19. uri, petek sem v Ljubljani, vsak ponedeljek ob 19. uri z gosti, ki jih deloma izbereva midva, deloma študenti in pa deloma so tudi drugi predlogi seveda vedno dobrodošli. Srečanja trajajo do novega leta, zadnjo srečanje kot običajno je namenjeno skupnemu, bi rekla, proslavi novoletnega, novoletno-božičnih in vseh ostalih praznikov. Potem imamo pauzo do začetka drugega semestra in spet nadaljujemo s pomladnim ciklom. Danes je naš gost, pravzaprav gost, s katerim smo se pogovarjali že že za prejšnjo leto, ampak je seveda tako zelo zaseden, da smo se morali kar lepo postaviti v vrsto, ampak je bi rekla, stvar delovala, ne? Če stojiš dovolj dolgo v vrsti in če dovolj dolgo sitnariš, potem pride tudi gospod profesor dr. France Bučar. En lep dober večer. Doktor Bučar je rekel, zdaj pa res moram priti, ste me že tolikrat klicali. Kaj je to? Je točno, da je bila Vesna tako vztrajna klicateljica in oboževalka? Tukaj imate mikrofon. Ja, torej, brez komentarja. Dobro, torej, kot rečeno, potekala bodo srečanja po običajnem, bi rekla, teku. Najprej pogovor naj od dveh z gostom, potem pa seveda ste tudi vi tisti, od katerih pričakujemo komentarje in vprašanja. Verjetno glede na to, da je danes KGB spet zelo poln, pričakujemo tudi po našem, bi rekla, koncu našega tukajšnjega pogovora, formalnega, precej živahno diskusijo z vaše strani. Torej, Andrej, izvoli. Fino, ne? Ja. Ja, jaz predlagam, da bi začeli s kakšno anekdoto, če gre. Meni je bila zelo všeč taka življenjski dogodek, ki se je zgodil 1945. leta, ko je France Bučar, ko so se Francetu Bučarju kot prvemu partizanu, ki je prišel v Celovec, predali ne vem koliko vojaštva. V vsakem primeru ste pa celo kasarno dobili na razpolago. Je to točno? Ja, to je točno. Jaz nisem vedel, ali sem zmagovalec ali ujetnik. Prej sem zdrav. Nekaj je bilo že dogovorjeno, ko sem jaz prišel v svojo jedinico, na razcep, ker je šlo na pot v Betin, ne? In tam so v glavnem bivše domobrance, torej skratka, vse pripadnike bivših vojaških vlad, so kratko malo pošiljali kaj. Oba so tudi, ne? In pa se hotel še mene z mojo jedinico, ne? Jaz sem sreč malo znal angliško kazati, ne? Pa se je stvar spremenila, po nekih dogovorih so mene dirigirali v tam tista jezuitni kazerne. So me dane. Zdaj več ne obstaja, ne? Zdaj nek supermarket tam, ne? Supermarket in tako res. Torej jaz, ki pridem, ne, in me tam že nemški kapetan čakal, mi pilo svojo samo prav. Jaz imam nalogo, da to kasar izvršim jugoslavski armadi. Se oni prilijo, ne? Pa me počasi smrekel, ja. Niko naša jedinica verjetno že prihaja prodelila sem, ne? Bom jaz kar sprošil, da izvolite, ne?
pogledam za prvo vogu, razmislim, sem rekel, ja, je v redu, tako in peči. Po vseh predpisih predal kasarno in zdaj problemi pa v tem predzraven, ki zdaj meni tiste, kaj ste, takrat je bil to Adolf Hitler, Hauptplatz. In tam je bilo polno vseh mogočih, od Vlasovcev, domobrancov, četnikov, Hrvajev, torej vsega mogočega vojačka. Mi smo pa ponosno sestavo našli z obeslo, je bil pa halo, tako da smo mogli ta prvo noč, jaz sem se nocil, smo mogli biti celo noč na oknih, smo tako lezi, čakati, koga bo. Pa vas je bilo dovolj, da ste vsa okna pokrili? Se pravim, še to vsake tretja okna. Vse se je dobro končalo. Ampak to pomeni, da v takih prelomnih zgodovinskih časih je marsikaj mogoče. Ne? Torej 15, recimo, slovenskih partizanov, oblečenih v nemške uniforme žandarmarije, je v bistvu osvobodilo Celovec, če malo posplošimo. Ja. Znal nemška žandarmarija, ja. Rabo smo pa takrat, ko smo za nas je stare štorje prihodov, ko smo šli pri Borovlah čez most, ne, ravno naša edini zasel čez most, tudi jaz zraven, ne, hkrati so pa naši z obe strani pa most napadli, tako da smo skupaj z Nemci pod našim ognjem. Bežali, ja, ste bežali pod svojim lastnim ognjem. No in jaz sem hitro za hrt porinil, ne, pa s komoc manj porinil, žandarski. Seveda, ko je pride Švaba skočk na svoj avtomobilu, prav, šnile, gima, smrtilo. Na gre, in so jo zanimljiv časa razpravljati. In tako se pa je stvar izrekla. Zdaj, ena od stvari, ki ste jih vi pač v teh intervjujih z vami, so številni, brezštevilni. Ena od stvari, ki so recimo zelo zanimive, so ravno vezane na to vašo izkušnjo v resnici z NOB in s partizani. Ne? Torej, vi ste pravzaprav en redkih ljudi iz te generacije, ki seveda ne pripadate skrajno, bi rekla, ne vem, nekemu levičarskemu ali levemu taboru, ki stalno v resnici opozarjate na to, da je ta resnica o NOB, kakor jo recimo prikazuje zdaj recimo Janša, ne, SDS in tako naprej, v resnici napačna. Vi ste večkrat poudarili, mislim, da točno to, da v partizane se ni šlo za revolucijo, ampak se je šlo za osvobajanje domovine izpod okupacije. Ne? In da tudi vi sami ste šli menda z takim namenom oziroma s tako vizijo v partizane. Ne? Seveda, kar povejte. Ja, no, mislim, moram reči, če za čist z vidika psihologije mladega človeka, nas so vzgajali v gimnaziji v domoljubju in tako naprej. Ne. In ko bi jaz tiste Italijane in tako naprej, so me vse obračali. In bil je pa škof, ki je rekel, ne, s komunisti obega stvari. Pa je bil ravnatelj gimnazije, ni govora. Ne. Pa je bil ban, ne bi, sam misli, ni govora. Ja, hkrati je bilo pa to vse nasprotju s tistim, v čemer se tebe vzgajalo v domoljubju. Pravi, moram zdaj nazaj reči, ko ne bi samega sebe pomiloval, ampak jaz sem mogel ta prvo neke vrste NOB izbojevati v samem sebi, čist psihološko, ja, prav je, da to naredim, ne. In moram reči, da vsekrat se mi je zgodilo, tako kot se mende tudi Kozbek včasih malo duše prijel, ko sem videl kakšne norosti, ki jih delajo, pa se mi je podal, a sem se prav odločil ali ne. Torej, to so bili samo kakšni. Ampak dejansko neko mega vprašanja. Ne. In še posebej pa, ko se pozneje začeli tudi tako zvali debili, ko sem rekel, nas neposredno napadati. In zdaj šele po vojski ugotovim,
da smo se tudi nekateri bivši sošolci znašli v enotah, ki so od seboj nastredali. V nekem intervjuju sem prebral, da po vašem mnenju je ta zgodba, da tudi na drugi strani, ne, torej na belogardistični strani, da je bilo ogromno, vi pravite, celo večina fantov domoljubnih, ne, s tem pa, da so imeli problem pri prepoznavanju sovražnika, ali kako bi... Ja, no, jaz mislim, da je ker popolnoma napačne predstave so počasi ustvarjali. To so bili mladi fantje, ki so jih mobilizirali, ne, in oblekli v tisto nemško vojaško sukno, ne, dali nemško poveljstvo jim, v bistvu jim. To je vse, kar je, ne. Veste, moramo več zvoliti, tudi naši fantje, ki so bili na ruski fronti, ne, niso bili nobeni izdajalci, bili so mobilizirani in tam so mogli biti. Jaz imam preko prijateljske razgovore z mnogimi od tistih fantov, ki so bili tam, ne, in imaš tudi ljudi, ki so bili v britanskih težavah, kaj storiti, ker Rusi jih niso, tisti, ki so prebežali z nemške vojske, Slovenci na rusko stran, jih Rusi niso ravno z kam prijazno sprejemali, delaš od tega. Tako da, in kar se pa tiče naših teleh mobilizacij, to so bili čest normalni ljudje, normalni fantje, ki jaz poznam tudi nekatere, ki so potem bili, recimo, so bili v nemški vojski, ko je prišlo, da so večinoma na Gorenskem, so se partizani alimentirali moštveno iz nemških vojakov. So bili dobre fante, so bili izurjeni, ne bilo kaj. In zdaj govoriti o tem, da ne vem kaj, to ni bilo obene ideologije, ne rdeče, ne črne, ne zelene, to so bili se enostavno ljudje, ki so bežali pred Nemci, ker niso hoteli. Zdaj pa Marš je bil pred dilemo, ali je nazaj in riskirati. Vse tiste posledice, zlasti tudi nad domačimi ljudmi njegovimi, ali je v partizane. Večina se je odločila za partizane, nekateri se pa niso enostavno upali, ne zaradi tega, da za Nemce bili odloženi, ampak enostavno so Nemci dovolili potem takim prebežnikom, če gredo k tabelim, da niso pod kazenskim zakonom. In zdaj govoriti o tem, da so bili partizani sami zločinci, pa da to je plasirano do kraja. Ja, torej, ne gre za tisto, kar se pač človek ne more znebiti, ne. Na eni strani normalno neke pragmatične reakcije v nekih situacijah družbenih, tako kot so pač zmeraj, in zdaj v skrajnih mogoče bolj skrajne. Potem drugo vprašanje so seveda politični vrhovi, ki ste jih omenili, ne, in tudi omenjate večkrat v intervjujih, gre pač za to, ne, da to tisti, ki so, vi rečete, ki so vedli, ne, niste bili vi, ki ste bili v partizanih, mogoče tam nekdo, ne, na vrhu se je boril za komunizem, vi ste se borili za v resnici svobodo, ne, kot ste rekli, za svobodo in predstavljali ste si, da bo takrat med in mleko teklo, ne, ne glede na vse, ne. Zdaj seveda tretja stvar pa je potem seveda zgodovina, ne, kaj zgodovina iz tega naredi in kako neko zgodovinsko obdobje potem postane v taki ali pa drugačni zgodovini normalno interpretirano ali pa je uporabljeno, ne, tudi zlorabljeno. Ampak mislim, da ta aspekt, ki ga vi zdaj tudi poudarjate in ki ga tudi v intervjujih je vedno mogoče slišati, ne, da v resnici bi rekla, kako recimo en mlad človek, tako kot ste bili vi, kakšne v resnici stiske so to bile in zakaj je tu v resnici za te osebne, iz osebnega zornega kota šlo, ne, da je šlo tu v resnici za neke resnično dostikrat težke odločitve, ki so bile pač seveda povezane z, kot ste rekli, nekimi vrednotami, ki sploh niso bile komunistične v osnovi. Mislim, da ta glas je pravzaprav redko slišati, ne? Vi to vedno poveste v intervjujih, drugače pa ljudje pravzaprav več o tem nočejo govoriti. Zakaj mislite, da ne?
Jaz bi rekel, da še to, kar so zdaj rekli, je malo poetično govorjeno. To so se pa, niso se borili za komunizem, ampak za domovino. Nič se niso za domovino. No, tako sem prebrala pa v enem intervjuju, ja. Ja, da mislim, da je to prevedeno. Borili so, hotel si preživeti. To je vse. In si bil, in čist normalna reakcija, želiš preživeti. Samo kakšen presmojen študent, med kateri smo tudi jaz, mislim, da se more boriti za domovino, ker so te pred 8 let pripravljali za take stvari. Ja, v resnici. Čist normalen človek bo normalno se obnašal in normalen človek želi predvsem preživeti. Vse. Ena druga stvar, ki je zelo zanimiva pri vas, je tudi ta vaš, bi rekla, vi imate pač to, zato ste se zanimivi, ne vem, za brat, kadar imate intervjuje, pa tudi za pogovore, da pač uspevate ohraniti to, bi rekla, distancirano pozicijo oziroma drugačno pozicijo, kot jaz rečem, praktično čemerkoli se človek z vami pogovarja. Druga taka tema, ki je recimo meni zelo zanimiva, je tudi en intervju, ne vem koliko, mogoče leto pa pol nazaj, ko so vas spraševali, ne vem, ali v Dnevniku, ali Mladina, ali kaj takega, je bil, ko so vas spraševali, so vas vprašali, kaj se vam zdi, da je šlo v Sloveniji po osamosvojitvi narobe. In vaš odgovor, mislim, da je bil vse, ali nekaj podobnega. To se ne spomnim. Spet bi tako odgovoril. No, povejte. A spet bi tako odgovoril? No, dajte pojasniti. Ja, narobe šlo pa res vse. Kaj je to vse? Ker koncem koncev, pa to še danes govorimo, koliko govorimo, smo se borili za osamosvojitev domovine, tukaj spet govorimo, smo se borili za samostojnost Slovenije. Ja, to je res, tle ima drugač res, ampak druge izbire imeli nismo. Mi smo se borili za prvotno, niti ne za samostojno Slovenijo. Mi smo se borili, smo rekli, hočemo imeti eno demokratično družbo, kjer so da normalno dihati. In to je tudi vsebina tako zvane 57. številke. Zato mi nobene aluzije na to, da hočemo biti samostojni. Želimo pa in mislimo, da od tega imamo tudi pravico do normalnega življenja v neki normalni državi. No in takrat je šlo ravno tudi za vprašanje, tudi, da ta država ne samo, da ni bila sposobnega normalnega življenja, ta država je hirala v celoti. Enostavno, prišli smo tako daleč, blizu danes, enostavno ni šlo več naprej in tlele smo se ujeli v pogledih z Beogradom. Tako ne gre več naprej, nekaj je treba narediti. Samo odgovor je bil zelo različen. Oni so rekli, rešitev je samo centralizacija. Te bi pa res na nekaj opozoril, ker da vem, če sem kdaj jaz rekel še, da zdaj, kaj hočemo narediti, da bo, kakšno državo hočemo imeti, Kaj smo sicer govorili, da je treba biti niti ne konfederacijo, niti ne, torej, govorim namenoma za to, ker danes spet govorijo prav nekateri, ki se trkajo na prsa, da so sodelovali takrat pri ustvarjanju nove države, danes se trkajo za Evropo, ki bo na federalni osnovi šlo božji. Če se boriš za Evropo na federalni osnovi, ker nekateri naši politiki tako poudarjajo, potem se boriš proti načelom, na katerih je nastala sedanja nova samostojna Slovenija. Mi smo bili, in Beograd je ravno zahteval federalno načelo, mi smo ukajovali en glas, en človek. Točno federalna ureditev bi nas pokopala in da se že skoraj pokopala. Potem so se tako odvile, da se niti ni bilo za to dilema treba opredelovati, ker nas je čas prehitel, ampak ti ljudje še danes ne zastopijo, zakaj je Jugoslavija razpadla. Prav zaradi tega federalnega načela.
te prav interesantno o teh stvarih. Tudi v Bruslu danes ne razmišljajo. Namreč, ker zdaj nastalo vprašanje, mi smo utemeljevali tudi, da hočemo samostojno Slovenijo, oziroma obratno, zagovarjali smo svoje stališče, da hočemo iz Jugoslavije, ker enostavno ni mogoče živeti v državi, ki je zlepljena skoraj različnih elementov, ne, in tako naprej, ne. Če je to res, danes gledano, potem je toliko manj sposobna Evropska unija, da preživi. Spravi, Jugoslavija je padla prav na zagovarjanju, moramo še enkrat čez naše politike govoriti, ne. Nastala prav v odporu proti tem zagovornikom federalnega načela. In tudi v Beograd, tudi v Bruslu danes tega vprašanja ne razumejo. Jaz sem tudi prejte že govoril, spravi, če hoče Evropska unija, da se ne govorimo o tem, če hoče Evropska unija preživeti, mora biti nek nov izviren odgovor, kako povezati to, kar je njeno geslo, ne, vsi različni, vsi edini, ne. Ker prav na tem vprašanju so padli vsi evropski imperiji, od ruskega do avstro-ogrskega, tudi do bivše Jugoslavije. Skratka, to je zrelostni izpit, pred katerim stoji danes Evropska unija. Če tega izpita ne bo naredila, nima dolgega življenja. In kaj vi mislite, imate vi recimo kakšno idejo, kakšen naj bi bil ta izvorni odgovor, oziroma če se navežem na to, kar ste rekli, imate občutek, da Evropska unija kaže kako tendenco, da ima šanso, da preživi v tem kontekstu, kot ste govorili, ne? Ja. Niti približno ne. Ta Evropska unija prodaja koncepte bivših velikih velesil evropskih, ne, pozna samo tudi z te državno-znanstvene teorije, pozna samo pojme, kot so monetarna država, pa federacija, pa konfederacija. Tlej pa potrebno nekaj novega, izvirnega. In to novo in izvirno mora nastati na drugačen način, kot danes nastaja. Zato ni slučajno, dobro so pri vsaka stvar, mi dreže od kritike, ne, ampak ni slučajno, da se je v Bruslu razvila taka strahotna birokracija, ki nima nobenega najmanjšega posluha za utrip te Evrope, ki jo zagovarjajo. Se vam je zdelo, da ste znotraj panevropskega gibanja iskali rešitve v tej drugačni smeri? Panevropsko gibanje je nastalo po prvi svetovni vojni že in je zanimivo to poudariti, ker so nas birokrati iz Bruselj pa iz pitali s tem, češ, ko smo hoteli v Evropo prijeti, malo počakajte, tako naprej, so nas prav v jetra so nas gledali, ne, če smo preizpojeni, ne. In pri nas pa noben naših politikov, noben nismo upal se odpreti, vsem rekel, mi smo člani Evropske unije že od leta 1924, ker mi smo bili na prvem ustanovitvenem kongresu na Dunaju, bil je tam naš klerikalni politik Korošec, pa je bil Tržaški, tiste, torej skratka, mi smo imeli delegacija prav, ki se je nas tam zastopala in mi smo samo obnovili svoje članstvo, ne, de facto, v resnici so nas popisali položaj, da smo mogli pridno čakati, kdaj bomo milostno sprejeti, to je eno. Drugič pa od naših ljudi še dosti ima politikov nobenega koncepta, predvsem pa noben ne upa niti vprašati, kaj je prav, kaj je prav. Nasprotno pa drugi bruselski birokrati pa na nas gledajo že, kaj imate pa vi nam zapovedati, no. Zraven in pa zraven, zdaj še serviramo dosti materijala za dokaz njihov prvega stališča.
No, predno bomo čisto zajadrali v današnji čas, bi se ja še vrnil malo na to preteklost. Ja. Vaša biografija je zelo zanimiva, tudi potem, da ste v bistvu končali drugo svetovno vojno kot pripadnik OZNE. Kako se je to zgodilo? Torej, ste imeli posebne zasluge za partizansko gibanje, ali zato, ker ste znali angleško, ali kakšna zgodovinska slučajnost je tu botrovala? Popolna slučajnost, ne. Mi smo se kot gorenjski partizani, ne, čez Karavanke šli na Koroško, ne. Potem smo, ko je po teh medanjih, smo se morali z Koroške umakniti. Naša edinica tam se je umaknila v Dravograd. V Dravogradu jaz sem, malo tako, kot zanimivo, na Koroškem sem jaz zapravo svega kona svojega, ne. Ko se treba umakniti, sem upal celo Mercedesa sem dobil. Ja. Ki ga pa seveda bi ni znal voziti, ne. Pa sem staknil enega hrvaškega tega ustaša, ne, ki je bil pa šofer, ne, in ujetnik, ne. Pa sem ga naredil svojega šoferja, in je čisto lepo stvar klapala, kar so se mogli čez umakniti v Dravograd, seveda so ustaša zaprli, pa prič avto vzeli, jaz sem bil peš še brez kola. Dobre, zdaj kakorkoli, no. In smo se prav, kot stari takle, da pol veterani, so smo sami mulci, ne, v bistvu. Ker, ko sem bil v jurišni četi, ne, je bila postavljena kot zgornja meja, še dovoljena, bilo 22 let. Če sem več kot 22 let si že odpadel. No in tam smo se pač, dobro smo se imeli, no, Mahle Bojan, v Dravogradu. In ga lepega dne pride vrzovalka, oziroma ta prosi nas, in ga lepega dne se nam prebrali odredbo, da postanemo del Knoja. Dobro, da še vedeli sem kaj. No, pa je bilo še kar lepo in ceš, pa pride na vrzovalka, ne moram jaz takoj se javiti na štab Knoja, in to v Ljubljani. No, pridem jaz zvečer na štab Knoja, ker takrat sem v Dravograda v Ljubljani, pa 2 let cel dan, ne. Pridem kaj noter, ne, in na štab Knoja so me že čakali pri vratih, samo zagradili, pa so me postalo v Slavijo, ker je bil štab poznan. Jaz pojma nisem bil Lukoš, še imena nisem poznal, ne. In sem me takoj pošival mačko. Mačko pa svoj začeli prav. Koliko časa nisem bil doma? Jaz sem rekel svojno, pejta prvo domov, prav, pa čez en teden prid bomo videti. Čez en teden jaz pridem, ne več domačko, ampak čez tam, nekje, na periferijo. Pa sem tam nekaj časa bil, ne. Pok sme se ugotovil enkrat, da spet nekakšnih velikih idej. Da je to čisto navadna policija in da smo policaj. Na bom, jaz sem bil takrat, še študija nisem učil, smo tudi dobro vreta po študiju učil, pa smo pa zgovarjali. Zato pa že prehodil, katero pa biti v vozni, je bil čast, to je bila plava kri, takrat. In ko sem to povedal, sem bil že čas kar na čakalni klopi, sem takoj ven šel, se pred sem ven prišel, ni tako hitro šlo, ampak bil sem na čakalni klopi, se sam nisem videl. No in preden sem šel ven, no, spet anekdotično prepovedujem, no. Se prav. Mi dva z Andrejem imava to idejo, da, mislim pač bolj, ko sva starejša, imava to idejo, da je treba, da je v resnici treba brati biografsko stvari, ker natančno te male anekdote, ne, povejo o času več,
kot znajo povedati globoke zgodovinske razprave, ki so pač vedno pisane, kot pravite, ne, z nekim, pač seveda z nekim interesom, z neko pozicijo. Medtem ko ne, v resnici to, kar vi govorite, je pa, se vam pravim, ne, točno tisto, kar pravimo, jaz bi temu rekla, da bi rekla znan slovenski pragmatizem, ne, evo, situacija je zapletena, kaj bomo zdaj naredili, ne, to se pač, kako bi rekla, stoletja in stoletja na nek način, ne, kot normalna in edino produktivna strategija kaže in na ta način je vedno ravno te biografske v resnici zgodbe ali pa takšne stvari, kot pravite, anekdote, mogoče bistveno bolj natančno opredelijo duh časa ali pa procesov kot kakšne globoke razprave, v katerih pa seveda ne, vedno imamo opravka še z marsičem drugim kot s tistim, kar so dejansko ljudje počeli in doživljali. Jaz sem hodil tam cele mesece pa tlej v službo, bed me ni vprašal, po koga sem prišel. No, še to nima treba, znaš. No, enega levo dne, ne pa sreča personalcev ozne, kaj pa ti delaš? Jutro prid k meni. Pridemo, v 8 prid zjutraj, ne? Prid zjutraj v 8. Pred vrata, malo počakal, pa je stranka sprejemal do 2. Ob 2 je rekel, ja, da se moraš priti na vrsto, prid jutro. 28 dni sem takole. V 8 dneh pa nekaj mi pa vendarle trma prijela ali bohinjska, nekakšna. Ja, bohinjska. Pa nisem prišel drugega. In tako je pojmali, so se razni pogovori vršili mimo mene, ne. Me pa poklical, kako se že piše v tiste, ko je žena, direktorica Mladinske knjige, ko se je že pisala. Kdo je to pa mene ne spraševati, jaz pa, je to pa Fištreka, vprašajte, jaz ne. Tam je zelo potrebno. Jaz sem se številke, ne Ne, torej kratko malo, čez 2 dni se me pa poklical, ali pa 3 dni. Takoj sprejet, pa vozi. Ampak ne, boš ti sam izbiral poklic svoj. Pa sem se zvedel, da prišel za novinarja na Ljudsko pravico, sem me vse sprejel, drug dan pridem, vozi na cesto, pa sem tudi en dan, spet se zgovoril, da bi šla javno tožilstvo. So bili silno navdušen, prid kar jutro dobro, drug dan pridem, ja, samo da do prve danje sem bil že na cestu. Kar naprej skratka. To je bila moja velika sreča, da je bilo tako. Še danes ne srh pri me, če bi jaz enkrat prijet v službo bil sprejet sreč, sem me na cesto vrgli. No in pa naslednja runda je bila pa Ministrstvo za finance. Vsi so navdušeno strmeli od mojih perspektiv, znaš jezike, fakulteto boš dobil vsak čas, naprej. Odlično. Po enem tednu že dobim od Polešilo podpisan pisnice, da si pridobite potrebno strokovno znanje, vas s takojšnjo veljavnostjo predstavljam na okrej Ljubljana okolica, na finančni odsek. Tam sem jaz na finančnem odseku sedel, pri okenčku, pa davke pobiral. No in... No, vse za Gorence je to fajn, ne? Slušajte, tam je bilo treba na konc, zmeri bilo 50 par je bilo za položnico, ne? Ko to treba cel dopoldan, ne? Na koncu je treba se štet. Jaz sem že čist pijan od številk. Potem se pa morali še števati. Sem zmeni narobe se števal. Pa je prišla pa na ena uradnica z meščansko šolo. Ker je to vlada, To je šlo kot rapalo, kot snjeperco. No, ja, če smo že pri tem, dobro boš naprej govorili. Ampak meni je treba zdaj, jaz moram fakulteta končati, mi še čist malo manjkal, ne. In kaj pa zdaj narediti, ne. Dobro, jaz sem na hitrico študiral še,
če se izpite naredil, prosim. Krega lepega dne pride strani panskega sekretarja odredba, da ne bom več delal dopoldan delovni čas, ampak vse v enem, a ne vzva, da bomo v 2 rundah delali. Moj študij že adijo. In sem se uprl, jaz sem prišel v sedmer službo, v 2 pa vršel. Predvsem predpisal. In to je nekaj časa trajal, ne? Pa sem pa bom dal takole, ne? 2 meseca, ali koliko en mesec sem mi dal študijskega dopusta. Ampak ne plačam ga. Jaz zelo lačen moram reči, ker nismo kaj na svetu. No, in tako naprej, naprej, pa vse štore, se pa je vdeklo kar naprej, ne, in jaz sem izmeri osumljen, ampak s tem sem jaz osumljen, torej pri domobrancih, jaz še danes veljam zadnje kot star odvaš, ne. Ja. Pri obrat na drugi strani pa še zmeri je čista propali, tole, tole. Pa je, ko že rekel Kristus, ne, ali pa ker nisi ne mrzel nego rak, da bom izplunil svojih ust, da se ne zmeri. Ampak diploma je uspela in... Ja, čak te diploma je uspela in ne uspela vse. Jaz sem bil ravno, to je bilo aprila, že, ko sem jaz vse prepravil, že izpit, sem še zadnji izpit za narediti na faksu, že izpit naslednji. Dan pred tem moj na izpit na faks, takoj levo okrog na Šamac, tiste obradinsko prvo, Šamac Sarajevo. No, in dan sem bil 2 meseca, po 2 mesecih moraš pobojiti. Zbrokovijetnik, ker nismo kart, nismo vol. So bili 3 meseci. Sem že kar tam, po čez prstvene sem se zlagal, da moram imeti izpit delati, pa takoj nazaj pridem, kako to može. Pa so Ljubljana dejavn na ministrstvu za finance, ne, ni treba več nazaj jeti. V redu, dobro. No in pa so rekli, medtem sem pa naredil zdaj, tudi če faks. Če tako dobro je, vse si faks naredil. Ja. No redu, dobro pa upošpal oko, pri nas tele, šef administracije latov. No in dan sem se pa spet uporil, sem rekel, tega pa je, ne bom delal. In bolj so vas poslali v Ameriko? Še ne? Ki pa. Ne. To ne gre, ne? Na cestni brez službe, ne. In se javim na sekretariat, na predsedstvu na sekretariat. Se javim in sem rekel, službo išel, sem v redu, kakšno pa, sem rekel, kakršno koli, samo čim prej, kjerkoli, sad ne dobim. No, v redu, čez pol ure bil že kurir pri meni doma, in tam. No, javi se na sekretarijatu za zakonodajo in tam sem začel svojo birokratsko kariero lepo. In ko sem bil enkrat bolj naklonjen, to je bil še avtor, predsednik partijskega komiteja, pa da šef, ki nam na zakonodaji smo bili, ne. No dobro, jaz sem bil usrednjen, ne. To sem drugač pa sami kanoni, to pravi, ne. Že šefa smo imeli pa človeka, ki popolnoma ni obene, ki nje nam je, ko je odhajal, rekel, jaz čist prisvoj, da sem vas smatral za dnojno zlo, sem rekel, bodite tako čas. No, tako je bilo, da in na zadnje ime so mi rekli meni, da jaz najbrž, kljub vsemu sem za socializem. Pa veš, kaj se pa zvorec? Takrat reči, da nisi za socializem, da je bilo anatema. No, tako smo je preživel. In da so pa mogoče na mlad zanimali, ne? Ko pridem na zakonodajo, seveda, jaz poln samega sebe, partizan, jurist, tako naprej, pa se mi dal tam podeliti
za šefa, protega šefa, ne, ki bi pa res napravil. Pa me je dal kakšne stvari, ne lahke za reševati. Tisti, z levo rokoček narejen in ne, tako sem me vrata vmes, ne. Sam pogledal, ne, čakaj, to ni rekel. Vrn nazaj in moram čakati 14 dni, da sem spet čez prag prišel, ne. Čeprav se vrata skozi odprte. Potem pa res nisem prav naredil, čakaj, da nam malenkost. Ne sem, ne, 3-4 tedne sem hodil k njemu čez prag. Pa je bil krasen šok. In pojka enkrat videl sem, v bistvu stvar pravilno rešil, pa se je sploh zval rekel, prav used se. Ne sem sploh šle, tako sedel. Seveda tudi, pa je bila tudi pika na in je bila prav, ampak ker videl sem v bistvu zadev, pa se je z mano sploh šele zgovarjal. To je bila imenitna šola, imenitna šola. No, se pa tega dosti. Zdaj Vesna pravi, prav je, da sem taka. No, kako bi jaz rekla, seveda to kaže na tisto, kar zdaj ti na nek način cikaš, ampak da seveda stvari funkcionirajo samo, če funkcionirajo po principu, bi rekla, na nek način strokovno temeljenega hierarhičnega odnosa, na kar da vi v resnici, bi rekla, ne, kar tematizirate. In to, da pravzaprav neka stroka se je ohranila kljub vsemu, ne? In vsemu neka stroka v teh raznih sekretariatih pa tako naprej je delovala, kot vidite, kot zdaj vi, ne, tu zdaj opisujete, ali ne? Tam na zakonodaji je bila približno 12 ljudi nas je bilo, znači še je zraven sebe, juristov, ne. Ob tem, ne, je pa število sodelavcev naraščalo kot harmonika, ne. Tako nas je bilo reči 40, ampak delali pa teh 12 ljudi. Seveda, ja, tu smo zdaj pri socializmu, ja, seveda. Tu smo zdaj pri socializmu, vsak je imel delo, ali delal, ni delal, ne, vsak je imel pač tiste stvari, ki so pač sodne zraven. Ja, Andrej je še nekaj cikal, torej mislim, da dve stvari sta še tako zanimivi in Andrej že malo cikal na mit. Prva je to, da so pravzaprav vi ste potem odšli na nek način na študij v Ameriko, ki je bil, koliko bi vi ocenili, da je bil to recimo nek formativen dejavnik v vašem recimo, v tem miselnem delu ali pa take stvari? No, gotovo. Vete, to je bilo 59. leta. 59. leta biti v Ameriki, ne. Če vi to prijete, so vsi premladi, ne. Kaj od vidite, to je pa raz najbolj temen, skoraj rekel tudi teror, ne. In to je zame samo odprlo čisto nov svet. Ko sem jaz nazaj domov prišel, no, sem malo anekdotično prepovedal sem. Ko sem jaz nazaj prišel, sem smatral ta privilegij, da sem jaz v Ameriki, ne, pa sem vsaj dobro, ne, takrat. Ja, to, sem rekel, da je to moja dolžnost, da saj opišem, kaj je tam. In jaz sem začel pisati podlistke za Deva tega žele. Ti so ljudje brali ko mano. Strašno. Krnega lepega dne. Da se pa gleda, moče pa to še zanimivo, ne. Krnega lepega dne me pokliče, jaz sem bil takrat v Sloveniji na skupščini, ne. Lepega dne me pokliče Maček, ki je pa predsednik parlamenta. In rekel, da že mi kar jaz sem bil podstrehal, ne, s tisto samo. Potrudil se je nekaj meni prišel gor. Prav, da imate sem rekel, koga. Ne se nam glede, sem glede takoj. Jaz sem spredil, kaj je, tisto pa sikr sem jaz opravljen, pripravljen na te čarke, ne. Vzame v roke, lista, čas. Ja, se ne vem, kaj je to. Sem rekel, koga. Sem rekel, dobro, pa ne bom več pisal. Dobro, piš. Ampak nekaj kvaš pisal.
Pa je pa povedal, kako do tega je prišlo. Ko je prišel Kardelj z Beograda enkrat na tisto res pravno škofovsko vizitacijo, je poklical vse te doglavnike in jih je zmerjal kot ljudi, ki stvari ne obvladajo, ki stvari ne stopijo, kot dokaz je rekel prav, tukaj ima tega pesnika, napišene pesnice, ki izidejo mora biti prav v 400 izvodih, od celega vraga delate. Prav, kaj imate pa nekoga, tudi v France Bučar, ki se piše, ki pa 70,000 ljudi vere, prav, Pa nič tako. pa nič. A pa se bo začel. In tako naprej, pa so proces je začel, jaz sem bil že simbolično, na Germaniji že zvezan, gor bilo treba sam preveč. To so mi povedali pa ljudje, ki so bili nekaj tam cekajo, so mi povedali, da tam tisti sinodi je zasedal, kako me. In pride maček noter. Primer ga psite, pa da stvar opravljena. Jaz samo pri mačku hodil dobre šanse. Pa tako so se ga ljudje bali. Ja, da recimo primer povem, tam smo se videl, ki je tista natakarca, na pladno prinesel, nekaj sreča mačka, kar tako dole šla se pa na tlas. Kar tele je rada, da se to mogo reči. In to se mi je zgodil enkrat, da sem pomišljal, zakaj ravno jaz, ko dobro vozim pri njemu, ki se vse boji. In enkrat sem neko stvar mogel narediti, ko mačka ni bilo, bil pa recel. Jaz sem stvar naredim, poslanci seveda, to je bilo delo poslancev, naredil sem ga pa jaz, Preslijo dobro, v redu, naslednji dan pa pride maček, pogledati starič. Kdo pa je to delal? Reč. No in tisti doglavnike njegove so tam sedeli in je prav glavo in tako naprej. Pa eno pade rešilna misel, so te pa Bučar delal. Aha, ne pride sem. Jaz nisem, ko je prišel. Sem se pustil malo čakati. Zdaj, ko pride dol, maček nervozen, pred sobi tam hodil. Rekel, dolgo šte sploh poklical ne bom. Sem rekel, tovariš predsednik, to je bilo najboljše. Ti, tako je bil paf, da nekaj časa ne prišel do besede. In tista družina tam, ki noter sedeli za mizo, so se samo tradivo strahu bili, kaj bo zdaj, ko je maček prišel k sebi. Po hiši kedera, prej so na flašo viskija, pa smo na flašo viskija dobili, pa zapisali do konca. Spet po karakterju je bil kolerik. On je lahko kot največji diktator, strah in trepet. Po resnici ima on kompleks manj vrednosti. Izrazit kompleks manj vrednosti. Jaz sem psiholog, ampak nekaj sem dobro prebral. In to sem vas kaj dovolil. Mislim, da je napačno. Kako dolgo ste pa bili v Ameriki? Ja, skoraj blisko. Skoraj. Rekli ste, da ko ste prišli nazaj iz Amerike, ste pač imeli za dolžnost, da vsaj opišete to, kar ste tam videli. Torej, zdaj, kaj so bile tiste osnovne stvari, ki so se vam zdele, da jih morate opisati, oziroma, da zdaj vprašam drugače, o čem ste pisali v vseh teh stvarih, ki jih je bralo toliko ljudi kot mano? Kaj je bilo torej tisto, kar vas je v Ameriki, recimo, pozitivno prevzelo, očaralo, kar se vam je zdelo nekaj, Tisto, kar vam je odprlo, ste rekli, da se pogledajmo. Jaz sem v Ameriki
Nisem bil na univerzi. Jaz sem bil Eisenhowerov štipendist. Štipendija je bila pa za for leaders or potential leaders. So, in seveda zato smo, jaz tudi kakšne predavanje imeli, da smo na univerzi, ne. Recimo za Stanfordu se spomnim. Bo drugače sem pa jaz imel dostop do vseh najbolj imenitnih odločilnih ljudi v Ameriki, kjerkoli sem hotel, od kompanij do letalskih, ti so se skratka mala, da sem bil poln informacij o tem, kako živim na moderna družba, ne zlasti pa še. Na tem sem jaz pisal, ne, in na koncu. Konc, ko bilo tega konc, ne, in ko sem srečno prestal vse tele grožne, me pa obišče ameriški kulturni ataše. No ja, kada benzin na vodo padil. In se mi pride zahvaliti, da zelo imenitne stvari pišem, zelo všeč. Hkrati so od publike tudi prihajali zahteve, da še naprej pišem, ne. No in pa še New York Times eno kratko notico. Da tle v Ljubljani izhajale članke, nekatere opozarjajo in tako naprej. No se lahko predstavljate, kaj hujšga. Prišel je eden od sedaj še živečih in funkcionirajočih politikov, ki je povedal čist natančno do centa, ne do dolarja, do centa, koliko sem jaz policije plačal bil za to. Kaj češ, ne? Ja, no, seveda. Se pač to je običajno, ne, da v Sloveniji posebej vsi drugi vedo več od tebe in o tem, kaj se tebi dogaja, kar se zdaj je na nek način pač, bi rekla, blagodat malih družb, ne, še posebej. Zdaj seveda, če se skombinirajo še z nekimi političnimi rešitvami, potem je lahko ta zadeva še toliko bolj potencirana. In zdaj pravite, rekli ste v Ameriki, pač tam ste imeli polno informacij, kako živijo ena moderna družba, točno to ste rekli. Torej, katere so bile tiste stvari, ki so vas recimo najbolj fascinirale, tiste, ki so vas najbolj navdušile o tem, kako živi ena moderna družba? Ja, no, recimo, že samo način odločanja in vodenja velikih kompanij. To je bilo fascinirajoče, ja, to je bilo čisto, to je zame, to čisto nov svet se odpiral, ne. Z današnje perspektive, ko gledate nazaj, ste bili prefascinirani, ste preveč padli v ta film? Ne bi rekel, zakaj sem koncev. No, stvari, da tudi Amerikanci hočejo, ravno te dni dobijam zdaj pismo od njih, ne. Hoče narediti od vseh štipendistov čez vsa leta, ne, in takle svetovni gremi ljudi, ki so na pomembnih položajih, ne. In tle sem tudi jaz noter padal in sem me vprašal že v Ameriki, kako da sem jaz bil izbran. Sem rekel, ker ljudje delajo napake in tako sem Dobro, glede na to, da ljudje delamo napake, mogoče gremo res še k tem napakam, ki pa zadevajo bolj sedanjost, ne? Kot ste, tistemu, kar ste rekli, da bi še enkrat rekli, da je vse šlo narobe, ne? Odkar smo pač se osamosvojili. Zdaj, kaj spada pod ta vse? Katere so tista vaša področja, ki se mi zdi, so najbolj problematična? Zato bom tudi odgovoril vsako okražavo na tadec vse. Kaj sem dozi to povedal enkrat. Ja, samo to publika še ni slišala. To še ni slišala publika. Doktor Bučar je imel en daljši intervju. Studio 5 na Net TV in mislim, da bo v kratkem to tam objavljen. Vete, ker se navežem tisto, ko smo še prej govorili. Spravi, mi
smo praktično zdrhnili v samostojnost. Pa sem ne rečem, da nismo tudi v Liftorju pripravili. Ampak zdaj nekateri se trkajo na prsa, da smo ustvarili novo državo. Mi svoje države nismo ustvarili, ker smo jo že imeli. Zdaj domobranstvo ali tisto, da bi se, nova zaveza, bi se zdaj zgrozil in rekel, a si videl, kakšen je? Namreč, pogledajte, mi smo se osamosvojili od Jugoslavije. To stoji. Toda koncepta, kaj hočemo, kakšno državo hočemo imeti, kaj hočemo s to državo doseči, kako organizirati družbo, o tem pa nihče, ne samo da nič videl, sploh premišljeval nikoli. Smo kratko malo predstavljali na čistino, na sonce, nas je pogledal v peku, da vse, nismo pa, in nažalost je to res, mi smo kratko nadaljevali koncept bivšega režima. In sicer brez da bi sprejeli kakršne modifikacije. Ker bistvo, v čem je bilo bistvo komunističnega sistema? Če zdaj odmislim strogo ideološke stvari o kolektivizaciji pa se tako naprej. Bistvo je v tem, da je partija tista, ki o vsem odloča, ki vse ve in ki ima zato tudi državo na razpolago, da lahko uveljavi svoja ideološka stališča. Da to lahko stori, je potrebno pa predvsem naslednje. Treba je družbo deklasirati v tem smislu, da jo praktično ti pod narekovajem demokratizacije tako atomiziraš, da imaš ti družbo, ki je brez sleherne notranje strukture, ti imaš samo eno grmado ali pa skupno posameznikov, katerih nihče nima nobene politične moči. Zato tudi, če pogledamo na kolektivizacijo in tako naprej, kolektivizacija je bila potreba za to, da rešiti, ampak najbolj pomemben namen kolektivizacije je bil ravno to, da absolutno vso moč skoncentriraš v lastnih rokah in narediš družbo za popoln agregat brez slehrane moči. To je bistvo, zato je prvič to bila država, ki je bila taka, kot je bila, tudi totalitarna, ne zaradi tega, ker je hotela biti totalitarna, ampak ker je to pogoj, da lahko preživi. In ko smo mi prevzeli to državo v svoje roke, ki držimo načeta z demokratičnimi injekcijami, da se strinjam, ampak v svojem bistvu je še zmeraj stara totalitarna partijska država. Vsa moč je bila koncentrirana v politični vrhuški. Razlika je samo, da mnogi so tako rekli, da se mogo proti tem boriti, predstavim, ti gospodari, zelo pa mi. Ja, vse to se zdaj dogaja, ne? Mislim, to je zdaj, mislim, da pač glavna lekcija zdaj, ne? To je zdaj glavna lekcija, ki jo pač jemljemo, ne? Mislim, ja, ne? Ja, seveda. Zato je pri nas, vidite, bistveno naloga, pri kateri je res ne moramo družbo prestrukturirati, ne samo naše gospodarstvo, ampak družbo, vidite, danes imamo še zmeraj družbo, v kateri, v svojem bistvu, še zmeraj je to družba posameznikov, ki nimajo kot posamezniki nobene moči, notranje povezovati se pa ne morejo.
in tudi ne smejo. Zato, pogledajte, in tlele je ves problem. Dokler imamo mi tako družbo, tako, mislim, družbo oziroma državo, ki je notranje destrukturirana, to včasih je popolnoma nemogoče, da bi mi imeli neko samostojno, predvsem pa demokratično državo, ker naša država, ne se zgroziti, no, naša država je v bistvu še zmeraj partijska država.